Hvalimo, častimo in slavimo našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki je med nami navzoč v najsvetejšem zakramentu. Prosimo ga za cerkev in za njeno rast v svetosti. Gospod z vami in s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: Jaz sem prava vinska trta in moj oče je vinogradnik. Vsako mladiko na meni, ki ne rodi sadu, odstrani, in vsako, ki rodi sad, otrebi, da rodi še več sadu. Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni, jaz v njem rodi obilo sadu, kaj brez mene ne morete ničesar storiti. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Rizka in hudega vremena. Reši nas, Daj in ohrani sadove zemlje. prosimo te, sliši nas. Varuj svojo cerkev, da bo v miru in svobodno oznanjala evangelij. Prosimo te, sliši nas. Ohrani papeža Frančiška, našega škofa Maksimiljana in vse pastirje cerkve v edinosti in sveti veri. Prosimo te, sliši nas. Gospod, usliši mojo molitev. In moj klic naj pride k tebi. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Molimo. Yeah.
Jezusa Kristusa, ki je med nami navzoč v najsvetejšem zakramentu. Nanj se obrnimo tudi s prošnjo za mir v naši domovini in po vsem svetu. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz Svetega Evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko so bila vrata tam, kjer so se učenci zadrževali, iz strahu pred ljudi zakledjena, je prišel Jezus, stopil medne in jim rekel, mir vam bodi. In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran. Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda. Tedaj mi je Jezus spet rekel, mir vam bodi. Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Daj in ohrani sadove zemlje. Prosimo te, sliši nas. Varuj svojo crkvo, da bo v miru in svobodno oznanjena evangeliji. Prosimo te, sliši nas. Nakloni vsem ljudem mir in edinost. Prosimo te, sliši nas. Gospod, usliši mojo molitev. In moj klic naj pride k tebi. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Molimo. O Bog, stvarnik sveta, ki vodiš pota zgodovine, dobrotno poslušaj naše prošnje in podeli našim časom mir, da bomo nenehno slavili tvoje usmiljenje. Po Kristusu našem Gospodu. Naj blagoslavlja naš kraj, našo domovino in vso človeško družino, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
hvalimo, častimo in slavimo našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki je med nami navzoč v najsvetejšem zakramentu. Nam se obrnimo tudi s prošnjo za blagoslov naših polj, travnikov, vinogradov, gozdov in vrtov, pa tudi vsega našega dela. Gospod z vami, in svojim duhom, iz svetega Evangelija po Luku. slava tebi, Gospod. Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: ne skrbite za življenje, kaj boste jedli, in ne za telo, kaj boste oblekli. Saj je življenje več kot jed in telo več kot obleka. Poglejte na lilije, kako rastejo, ne delajo in ne predajo, toda povem vam, še Salomon v tem svojem veličastvu ni bil oblečen kakor katera izmed njih. Če pa travo na polju, ki danes raste in jo jutri vrže v peč, Bog tako oblači, koliko bolj bo vas malo vernih. Zato tudi ne iščite, kaj boste jedli in kaj boste pili. Ne delajte si s tem skrbi. Po vsem tem namreč sprašujejo pogani tega sveta. Vaš oče vendar ve, da to potrebujete. Iščite njegovo kraljestvo in to vam bo navrženo. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Varuj svojo crkvo, da bo v miru in svobodno obznanjena evangelij. Obilno blagoslavlja našo zemljo, da bomo imeli vsi dovolj vsakdanjega kruha. Prosimo te, usliši nas. Gospod, usliši mojo molitev. In moj klic naj pride k tebi. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Molimo, Gospod Bog, naj svojemu ljudstvu obilen blagoslov, da bo po tvoji dobroti polje dobro obrodilo in bomo sadove zemlje uživali s hvaležnim srcem in v tvojo slavo. Še posebej te prosimo, da nakloniš naši domovini, naši zemlji prepotrebnega dežja po Kristusu našem Gospodu. In pred tabo zdaj reči, blagoslovi Jezus pričujoče, pred teboj ponižnosti pojoče, milosti Jezus nam vsem skupaj zdaj, blagoslov si daj. Kristus zmaguj,
Hvalimo, častimo in slavimo našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki je med nami navzoč v najsvetejšem zakramentu. Nam se obrnimo tudi s prošnjo, da blagoslovi ves naš kraj in vse njegove prebivalce. Gospod za vami. In s tvojim duhom. Iz Svetega Evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Isti čas je Jezus rekel, jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. Tajemnik pa, ki ni pastir in ovce niso njegove, pusti ovce in zbeži, ko vidi, da prihaja volk. In volk jih pograbi in razkropi. Je pač najemnik in mu za ovce nima. Jaz sem dobri pastir in poznam svoje, in moje poznajo mene. Kakor oče pozna mene, jaz poznam očeta. Svoje življenje dam za ovce. Imam še druge ovce, ki niso iz tega hleva. Tudi te moram pripeljati in poslušale bodo moj glas. In bo ena čreda, en pastir. Zato me oče ljubi, ker dam svoje življenje, da ga spet prejme. Nihče mi ga ne jemlje, ampak ga dajem sam od sebe. Oblast imam, da ga dam, in oblast imam, da ga spet sprejme. To naročilo sem prejel od svojega očeta. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Vsega hudega. Reši nas, Gospod. Daj in ohrani sadove zemlje. Prosimo te, usliši nas. Varuj svojo cerkev, da bo v miru in svobodno oznanjala evangelij. Prosimo te, usliši nas. Podeli obilje milosti našemu kraju tukaj v Brežicah in vsej naši domovini. Prosimo te, usliši nas. Gospod, usliši mojo molitev. In moj Krist naj pride k tebi. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Molimo. Molimo, živo vero v srcu obudimo, najsvetejši sakrament je pred očmi Isusa telo in kri. Najsvetejši sakrament je pred očmi Isusa telo in kri. O ljubezen nezgrešeno sveta, tebi moli čast in slava peta. Srce Jezusovo ljubim te naš srce, prosim blagoslovi me. Srce Jezusovo ljubim te
Triska in hudega vremena. Kuge lakote in vojska. Nagle in neprevidene smrti. Vsega hudega.
in je o njem najlepše misliti. Pomeni zaslužek in preživetje, pa tudi mater in ognjišče. Okoli kruha se pletejo ključne misli in dejanja, vznikajo želje, ob kruhu se zbudijo vsi naši čuti. O kruhu govorimo z mnogimi pregovori in reki, kruh hvalimo in skozi kruh na življenje gledamo. O kruhu je govoril Jezus in po križu sam postal živi kruh, ki se daje za nas. In po čigar podobo je v Euharistiji na skrivnosten način navzoč med nami. Ker pa je danes poseben dan, ko mence sprejemamo našega novega župnika in da podarjamo pletenico v obliki srca. Je ta kruh prazničen, poseben in lep. Delo vrhunske rokodelske mojstrovine naših pekovskih trenic, tokrat naša Marija Žnidaršič. V takšne spletenice so mojstrice peke vdahnile kot drživost, ljubezen in spretnost v velikih praznikih, ob krstu, ovce in veliki noči, ter ob različnih prelomnih dogodkih, kot je današnji. Znanje in veščine izdelave pletenice so dediščina, ki je pomnjena, izpričana in v praksi izvajana na širšem območju Brežic, vsaj od druge polovice 19. stoletja dalje. Posebna je po načinu izdelave in ikonografsko posebno bogatem okrasju. Zanje so značilne uporaba kvašenega in nekvašenega testa, ter izjemno natančna izdelava okrasja, par ptičkov in dresk, nagradi, glavice, mat in podrednje našega narodnosti. Naročno izdelan prtič iz belega krepapirja postavljena pletenica je okrašena z vejicami domačega asparagusa. To pletenico v obliki srca podarjamo kot simbol dobrote, ljubezni in povezanosti. Mesenje tega srca, kot mnoga druga opravila, prinese večji uspeh, če se jih popravlja srca. Naj tudi to srce prevzamete z iskreno mislijo, da boste pri svojih župnijskih popravilih znali gledati in delati srcem, ljubeznivo in srečno. Predstavljajo tudi, kako se zrna pšenice, ki prihajajo iz različnih okoliščin, povežijo skupaj in tvorijo čudovito celoto. Tudi vi ste kot naš duhovni pastir tisti, ki boste zbrali talente in darove posameznikov, da bomo skupaj eno občestvo kruh drug drugemu, v podporo in pomoč pri vsem dogajanju v župniji, predvsem pa v boju za Kristusom, da bi nekoč v njegovi milosti prispeli na naš končni cilj in dom, ki so nebesa. Dobrodošli in naj vam bude dragi Bog. Ki je zadnje leto deloval v mojem rodnem Laškem. Dobrodošli. Dragi bratje in sestre, spoštovani gospod Ivan, naš novi župnik, Ivan Šumljak, dragi brat Peter, naš vojak, duhovni pomočnik. Mislim, da smo vsi danes začutili, da se za Brežice začenja na nek način nova doba. Hvala Bogu in dobrodošlica našega duhovnika. Bog živi vas vse in velikim veseljem danes zapajemo praznik Ivana Želja. Thank you.
mi naj tebe ljubimo kakor on in ti po njegovem zgledu služimo s dobroto v Bogi, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, i s teboj v občinstvu svetega Duha živi in kraljuje vekoj. Isti čas je Jezus svojim učencem resnično pomemba. Če včerica zrnekate vznemirjave, ostane samo, če pomre, obljubimo in ostatu. Kdo ljubi svoje življenje, to bo izgubil, kdo pa se dali svoje življenje v svetu, da bo ohranil za večno življenje. Dragi župljani Brežic, draga sobrata Milan, Peter, dragi pevci na dvoru, ministranti, dragi vsi navzoči. Lep in blagoslovljen dan, ko vstopamo na eno novo pot, na eno novo postolovščino našega življenja, ki jo bo Gospod znova pisal v naših srcih. In lepo je, ko se človek zmore in lahko ozira nazaj. In v tem trenutku, ko se ozira nazaj, bi se rad iz srca zahvalil. Tudi v imenu gospoda škofa, Maksimiljana, našemu Milanu, ki je reci in piši 41 let vodil župnijo tukaj v Brežicah. Dragi Milan, hvala za tvoj zgled, pravega postelja in tistega, ki ima cerkev izjemno pri srcu, ki mu je cerkev izjemno pri srcu in ima Kristusa ob svojem življenju na prvem mestu. Hvala za to zgled in za tvoje življenje, ki si ga tukaj pustil in namenil v Brežicah. Da se oziramo tudi ob tem trenutku na del njegovega življenja. In najlepši sadovi njegovega življenja so sadovi novih naš. In zanimivo, eden izmed novonašnikov, Peter, bo tisti, ki ga je gospod škof povabil in postavil v Brežice svoj domači kraj, da bomo tukaj lahko gradili skupaj z vami, brati in sestre, župljani, eno lepo veselje in radost v družbi Svetega Duha Jezusa, nebeškega Očeta. Se že veselim in radujem vseh teh lepih trenutkov, ko bomo lahko kot eno slavili Boga vsakem izmed nas. Druga stvar, ki bi jo želel poročiti vsem nam danes na srce, je zgled današnjega duhovnjaka, današnjega varnega zavetnika, svetega diakona Lovrenca
ki je bil učenec. Ko sem nekoliko prebiral, bom še veliko mogel se naučiti v njem, ker ga še res ne poznam. Namreč, Sveti Lovrenc me najbolj vzel tisti trenutek, ko je rekel papežu, ko so ga gnali v smrt: brat, zakaj me zapuščaš? Kam greš brez mene? In končno, ko so ga položili na žar, naražen, se je zgodilo kaj. Tukaj sem že rečen, vrnite me še na drugo stran. Veste, tega humorja ne manjka v življenju. Je veste, da za ta humor treba nekaj potrpeti. Nekdo mora trpeti zaradi tega humorja. Ampak vendar, ta humor je tisti, ki nas bavi, zato da lahko življenje bolj sproščeno sprejemamo. Ker sprejemati torej življenje sproščeno, sprejemati življenje kot tisto, ki nam je podarjeno, je najljubši trenutek našega življenja v tem, da lahko se veselimo skupaj z Bogom, ki nam vsak trenutek podarja tisto, kar je najdragocenejše. Pazimo, samega sebe. In to je ljubezen. In k temu vabim tudi nas, da vsak trenutek brez rezerve podarjamo v ta svet samega sebe. Pa koliko zmoremo? Včasih slišim, kdo reče, imam te obveznosti, starejši reče, da se že star bodo mladi. Ne, zakaj ne? Zato, ker vsak izmed nas je dragocen in lahko nekaj lepega naredi. In ne čaka, da bo to drugi storil. To je ljubezen do življenja, to je ljubezen do cerkve in to je ljubezen, da so čist sveti diakon Lovrenc kot diakon s svojim življenjem. In ko bomo vse to opazovali in gledali, bo nekaj lepega in čudovitega sveti med nami. Eno stvar, ki sem jo še se malo vrnil nazaj še na gospoda Milana. 41 let je deloval v vaši župniji in mene še nasvetilo, ko je že od začetka. In to je čisto isti čas, kot arški župnik, ki je deloval teden 4. avgusta v Arsu. Poglejte, arški župnik, vse se ne moramo primerjati, pa niti se ne mislimo primerjati z njim najbolj velikih bogatskih. A pogledamo našega Milana, koliko duhovnih poklicev je bilo skozi življenje danih. Jaz sem zdaj že 10 let duhovnih, moja največja želja je duhovni poklic. To bom najbolj srečen, ko mi bo podarjeno, da bom lahko s svojim življenjem pričal duhovnega poklica, da bo ne bilo od redovnikov, duhovnikov, stopal na pot novega življenja. Ne bomo zdaj samo pozveni na koliko bomo, ker jih ne moramo prešteti, hvala Bogu. A vendar, bratje in sestre, to je znamenje, da ste tukaj dobri ljudje, da ste tukaj zvesti ljudje, da ste tukaj ljudje, ki želite, pa ne eno povprečnost, nekaj več, kajti Bog je nekaj več. In Bog, ko se nam daje, ne misli rezerv, ampak se nam da od celega. In ko se bomo mi dejali od celi v dobrobit naše župnije, naše cerkve, potem bo nekaj lepega in bogatega se znova gleda. Slišali smo danes evangelist, torej Vlomek iz Berlina, kdo pično seje, bo tudi pično živel. In to je točno to. Kdor malo daje, ne more biti veliko, ne gre. Kdor ima rezerve v svojem darovanju in življenju, ne more biti veliko. Kdor špara, kdor se špara v življenju, ne more biti veliko. Ker Bog se cel daje. In ko se Bog cel daje, potem ima življenje tudi svoj smisel, svoj vrsto. In v tem duhu je to povabilo za vse nas, da smo kakor seme. In jaz se lahko preizkušam. Seme mora biti zmleto, kajti seme, ko je zmleto, postane moka. In postane moka zato, da potem se lahko zmlete tu in nekaj tako čudovitega postane, kot sem je dobil od gospe na začetku, s tako lepimi implementimi besedami začetka. Hvala. Bratje in sestre, to je trenutek, da se lahko tudi skupaj z vami danes ozremo koliko v zgodovino. Moje življenje, ko bi najbolj še radi pričakovali in slišali, ko so se včeraj pogovarjali,
služek slišali in tako naprej, ampak o vas, o tebi pa še nič. Torej, najbolj zdaj priložnost, kako besedo tudi reče. Torej, sam sem star 38 let. Najbolj cenim to, da mi je bilo življenje podarjeno na dan 18. majnika leta gospodovega 1984. In vesel in radosten sem, kajti to je dan, ko je praznoval svoj 64. rojstni dan Staneža Silva Šernstvale drugi. In kaj je lepšega kot imeti Janeza Pavla za administrator? In to je bil prvi stik, ko smo se mi pa srečali na laboratoriju v Srovnega, ne? Ja. On je rekel, da si Janez Pavle, se bo vprašal, da imaš to odpovedal kot izstop, a druga stvar, imamo pa nekaj Srovnega. In to je, ti buduješ na isti dan, jaz sem pa na isti dan, da je on tudi rojstni dan. Povečam naprej. Torej, krstni dan se ne sme pozabiti. 3 mesece sem bil star, malo bom prazoval svoj 38. krstni dan. 18. avgusta se je to zgodilo, leta gospodovega, torej 1984. Potem nas je pot vodila torej v Šmartnega Rožnji, kjer sem živel prvih 5 let, najprej v Celje, iz Celja potem v Civico na Ozjansko. To je kraj med Početvrtkom in pa Šmartnim Rečem. In to je kraj, ki me je res zaznamoval, še zlasti v tej cerkvici, Svete Ane in še posebej Marije, Tinske Matere Božje, ki je res ostala še vedno v srcu. Kaj je veliko izprosila, da se danes pred nami, zelo veliko. Ampak to je veliko predolgo za danes. Potem, po 5 letih, sem se veselil v Civico in živel do 16. leta do mojega nastopa v srednjo šolo doma v družini, očima in mame. Ampak to je bil trenutek, ko prva močna zaveza stopi v moje življenje, ko so se mogel podati lahkih nog naokrog ali pa težkih nog naokrog, sam v svet. Pomeni, da sem šel iskati družino, katero sem prosil, da bi lahko pri njej živel naprej. To je bilo zaradi tega, ker je moj oče zelo pritiskal, bil zelo veliko proti tega, da se hodil v cerkev, ministriral, ampak vendar ne. To je bilo znanje, da sem počasi začel vzljubljati cerkev. In danes imam cerkev rad. Danes imam cerkev rad, ker je zame največji zaklad. Zato, ker je moja mama, moja mati. Pri 19 letih naslednja zaveza v moje življenje umre pri svojih 43 letih moja mama. 3 mesece zadnjo moj oče in še 1 mesec zatem moj domači župnik. In zanimivo, Bog ima smisel za humor. Namreč moj domači župnik iz Civice, nekdanji torej, je umrl v Gornjem Gradu. V domu starejših občanov, kjer sem potem služboval 7 let. In tisto leto vstopil v obstobje. In sem bil potem do leta 2011, ko sem postal diakon, 13. novembra in potem 29. junija, leto kasneje, torej 2012, in je leto 10 let, odkar sem bil posvečen za duhovnika in da letos pohajam v 10 let in sem se mogel neizmerno prvič za več kot 2 leta. Pot me je ob prvih trenutkih najprej vodila torej na nacionalno prakso Vojnik, kjer sem govoril o čudovitem župniku, diakonu našega primera, tudi prve ne, kako vidite. Torej, gospodu Antonu Bergerju, niti enkrat se nisem spodela. Niti enkrat. Tako očetovski. Res, dragocen zaklad.
In iz Zvonika sem potem, ko sem bil posvečen, šel za 3 leta k škofu Stanko Lipovšku. In tam, torej je bil tajnik, zaposlen na škofiji, pa zraven sem še pomagal pri Stoniški, del pa tudi v Vojniku kot tisti, ki sem bil odgovoren za mladino. V tem času sem bil tudi odgovoren za škofijski odbor za mladino, torej generalna naša cerska škofije. In potem je prišel čas odhoda, še prej sem bil 1 leto, skoraj 1 leto župnijski upravitelj v moji krstni mali v Šmartnem Rožju, kjer je domači župnik umrl zaradi neustranljive bolezni. Potem pa je prišel na moje mesto Brežičan, gospod Janko Ivančič. In sem tako potem še se dožil za nekaj časa nazaj v Celje. In 15. septembra, na dan žalostne Matere Božje, sem bil imenovan za župnijskega upravitelja v Gornji Grad. 1 leto pred mojim odhodom, torej pred 1 letom, pa še za župnijskega soupravitelja župnije Bočna, katero pa Peter zelo pozna. Kaj je bil tudi tam na župnik. No, potem je pa prišel kot iz tega zjastega klic škofa in prošnja škofa Maksimiljana, a Brež v Brežice. Potrebujem te. Niti za hip nisem pomislil, da bi ne, tudi ne, da bi premišljeval o tem. Kajti pri škofu Lipovšku sem se naučil ene stvari, da duhovnik nikoli ne sme pomišljati, ali bi šel ali ne bi šel, če škof reče. Duhovnik je vedno tisti, ki reče, zvoli se kako Marija in grem. Kajti s to odločitvijo in s to svobodno odločitvijo se postavlja promile in tako enega polnega zanosa imenovano tudi za Brežice. Morate vedeti, da mojim župljanom, tako v Gornjem Gradu, kot v Bočni, ni bilo še zdaleč na. Lansko leto smo imeli škofovsko posvečenje, ko je bil škof Maksimilijan posvečen v Gornjem Gradu. In naši ljudje so rekli, škofovsko posvečenje smo pripravili škofu, zdaj to je župnino vzeti. Vede, kakšna bolečina je to? In to je tista beseda, ki mora pasti v zemljo, umreti in potem projeva svoboda. A vidite, kako je aktualna Božja beseda. Pa še nekaj, zapuščam župnijo, ki ima trenutno en zelo lep projekt, ki se mu reče Preklimanje Kupole katedrale. To ni takšna kupula, ki je tukaj, ampak je kupula, katera meri 650 kvadratov in ker bo šlo na njo 5 ton bakra v teh dneh, zdaj se prekriva. Projekt pa je vreden 300 000 evrov. Veste, kaj je to? To zapustiti župniku, torej duhovniku, ki prihaja prvič na svoje mesto. Zato vas prosim, da bodo še malo njega razumevali, ker bom še mogla te stvari popravljati, zdaj oziroma popravljati urejati tudi tja, da bomo smo pa je tudi zaključili dalje projekt. To mi škočem vse prosim. Tako, to se je zgodilo prejšnji teden in en izsek iz prejšnjega tedna, ki mi najbolj ostaja v spominu, je trenutek deljenja svetega Ukrajina. Katedrala v Gornjem Gradu ima okoli 570 sedišč. Skoraj polnega, to lahko rečem. In vsi ti ljudje so prihajali k svetemu Ukrajinu in sem jih sam pohajal. 20 minut, še moče pa še minut več, je trajalo Ukrajina. Da se v celotnem času tega Ukrajina sem lahko održ. Zakaj? Ker sem lahko gledal in pozval solze v očih mojih čudanj. Zakaj? Zato, ker je Bog mislil en čudanj zgodbo. In tej zgodbi se reče župnijsko sodelovanje. Ko je duhovnik vlasoparan in soparan v celoti razdan za župnino, potem zraste nekaj čudovitega. In brati in sestre, tega se veselim. Tega se veselim skupaj s svojima sobratoma in z vami. Stopimo na pot. Gospod nas vami in sledi lovec pomira. Ne se špali.
in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je pogrešili vzel kiri, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kri moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost mira. Se opravičujem, ker je bilo dolgo, 2 ure, ampak veste, ugodne danes sem imel rekord 2:40. Nobenega straha. Zakaj bila ena mirna? In ponavadi so vedno, pa tudi dolgo je cerkev, ki ste to se dolgo sprehajali. Hvala lepa, ker smo bili danes skupaj. Zdaj pa vas povabim, da še po blagoslovu za tvojem angelu češenje, pa še na koncu sveta pesem, pa pravi, da se še bomo nekaj podružili zunaj. To je pa tako najlepše, najlepše. Hvala lepa vsem, ki ste prišli, hvala vsem za sodelovanje, hvala pevcem za čudovito petje na koru in gospodu kamermanu, da bo to še ostalo in še in še in še. Odpimo srce za Božje gospod. Gospod z vami. Ko pobožno obhaja praznik svetega diakona Lovrenca, naj se pridobiš v njihove sreče v nebesi in se nekoč z vsemi svetniki vedno raduje tvoje slave. Po Kristusu našem